Zdaj pa verjetno ni nikogar med vami, ki še ni slišal, da je Hollywood poln afer z nadlegovanjem. Ne s slabimi filmi, ampak s producenti, ki izkoriščajo svoj položaj. Na tej strani luže sicer nimamo Hollywooda, imamo pa Evropski parlament. Vem, ta prvega se da gledati, to drugo je pa približno tako zanimivo, kot Matjaž Han, ki vam razlaga, v bistvu Matjaž Han, ki razlaga karkoli. Pa dajmo pogledati, kako prosti čas izkoriščajo evropski poslanci. Evropska komisija, Evropski parlament, celo europoslanci so med tistimi, ki zlorabljajo svoje asistentke. Tako pravi 57 žensk, tudi 2 moška, razkriva dobro obveščeni spletni portal Politico. 59 ljudi se je v Evropskem parlamentu pritožilo zaradi spolnega nadlegovanja, kar je 59 preveč. Dragi poslanci, dajmo vzeti osnove. Eno je asistent, drugo je spolni suženj. Tretje je Damjan Murko, ki za 80 evrov nag skoči s torte. Pa prosim vas, ne si tega zdaj predstavljati. Ste si lihar predstavljali, ne? Ogabni ste. Dobro, jaz razumem, da je delo v Evropskem parlamentu lahko duhamorno, ampak ne vem, saj imate še muzej tam, pa kino, pa, ja lej, sorry, v Bruslu ste, saj vem, to je to, ampak da Evropski parlament ubija duha, dokazuje tudi tale nadlegovalski SMS enega od poslancev svoje asistentki. Nocoj se ne bi pogovarjala o politiki ali Evropskem parlamentu. Te je strah, kaj bodo ljudje govorili, te je strah mene. Morda pa drgetaš v sladkem, a razburljivem pričakovanju. To bi lahko bil znak, ki bo spremenil najine večerne navade. Dobro, stari, prvo kot prvo ogabno, drugo kot drugo napiše se, ej, a še po konc, ali pa, a ti pa kar sama tam, kjer si. In po, ko ti ne odgovori, se naslednji dan opravičiš, pa rečeš, da je bilo namenjeno punci. In tudi, ko vse to narediš, si še zmer drek. Drgetaš v sladkem, a razburljivem pričakovanju, resno. Kdo to reče? Džani Rijavec? Še Werner takih messagev ne piše. Ampak mene sploh ne preseneča, da se to dogaja za zaprtimi vrati. Evropski veljaki se namreč tega že toliko navadili, da to počnejo že kar pri odprtih vratih. Kriterij koje bi trebala Ruska federacija ispuniti. Jean-Claude. On se inače voli grliti, ljubiti stalno, tako da je to simpatično. Plenković, prst vrit ni simpatičen. Prst vrit je 3. baza na zmenku. Za 3. bazo ti mora vsaj večerjo častiti. Če imaš srečo, še hotel. Ampak kot vemo, Plenković ni edina žrtev lepljivih prstov Jeana-Clauda Junckerja. Did I kiss you? No, not yet. I will kiss you when the camera is... Why not now? Irrésolu. Je vais et je viens. Entre tes reins. Je vais et je viens. Entre tes... Prihaja Jean-Claude Juncker, fantje, pejmo v bunker. Glejte, poslušajte me vsi, ne sam Juncker, vsi, ki nadlegujete ženske ali pa moške okoli sebe. Zoki, ti tudi posluš. Vse ni tako težko. Mislim, v bistvu je ful simple. Vse, kar morate narediti, je samo to. Ne vdirati v intimno ljudi, ki vam tega prej ne dovolijo. Res, samo to je treba narediti. Pa ne šlatati ljudi. Razen Murkota, če ste mu že plačali 80 evrov. Njega lahko. Yo, to je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!